glasbene novičke iz Slovenije. Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci Radia Brežice EU in dobrodošli v naši oddaji Glasbene novičke iz Slovenije. Pred časom smo že gostili mlado pevko, saksofonistko in profesorico glasbe Ano. In ker Ani glasbenega navdiha v tem koronskem obdobju očitno ne zmanjka, nam je v eter ta teden poslala svojo novo skladbo z naslovom I Got Old. In tukaj je Ana, pozdravljena. Ja, živijo. Ana, to koronsko obdobje očitno dobro vpliva na te, navdiha ti ne zmanjka, ne? S tvojim soprogom Enosom Kuglerjem sta spet zapekla eno novo pesem. Navdiha mi ne zmanjka, pač se mi zdi, da res moram nekaj zase narediti v tem času, ker sem tako zelo upeta kot mama, kot učiteljica in pač res dejansko zdaj, ker nimam časa, si moram vzeti čas, no, tako sliši se mogoče nelogično, ampak si kar malo ukradem in medtem, ko tam kakšna minutka, ki je hod, hitro vzamem malo kitaro, malo pobrenkam in hitro zapišem kakšno besedo v zvezček in poskušam z tih besed nekaj potem narediti. Kakšen akord zraven prletovati, pa kaj smiselnega spraviti tazga, kar se res v meni kuha, pa vre, pa mora dokončno iti tudi ven, a ne. Tako da res je to nekaj, kar delam izključno zase. No, zanimivo in fajn, da ti to vse skupaj usklajuješ in da ti lepo uspeva. Kakšen pa je pravzaprav pri tebi oziroma pri vama z Enosom postopek samega ustvarjanja nove skladbe? Ja, začne tako, kot sem prej rekla, ne. Najprej besedilo. Jaz nekako do neke faze spravam, melodijo in besedilo. Tudi harmonijo, seveda, normalno, jaz brez tega pač res ne moram samo besede napisati, ne da bi imela že zven. In neko harmonsko ozadje, ne. Potem pa seveda predstavim to Enosu, potem zmečemo vsaj pol stvari ven, ker neko tako načelo je, da je treba malo dozirati v skladbi, ne. Tega se jaz še malo učim, no, in tukaj pa Enos veliko močnejši in ko se stvar preseli v studio, se ta postopek dodajanja, nalaganja, odvzemanja začne in on pol svojo čarovnijo naredi naprej, jo meša in čara in pri tem postopku sem pa zelo malo zraven, nažalost, več bi bila rada, tukaj pride tisto, nimam časa, ne. Sej boš ti, ne? In on pa pač to dela naprej in naprej in naprej in potem pride vokal in smo spet zraven in potem se kar naenkrat zgodi nekaj končnega, no. Kar res čaroben postopek je to. Ja, zelo zanimiv postopek je to pri tebi, ker recimo, ne, vsak glasbenik, vsak ustvarjalec glasbe recimo dela na nek svoj način, ne. Enim najbolj leži to, da uglasbijo recimo že napisano besedilo, eni ga najprej napišajo, pa potem uglasbijo, potem eni najprej melodijo, pa potem besedilo oziroma besede iščejo, no ti pa hkrati delaš to oboje. Ja, se mi zdi, da kar moram vse naenkrat. Sicer, ne vem, ne pride do tistega, da bi lahko rekla, to pa je komad, ne? Naenkrat zdi se mi, da je, ne vem, da pripada kar kakšni drugi veji umetnosti, ne glasbi, ne vem, da ni to celovita pesem, no, če bi delala vsako stvar zase. Je odlično, da ti vse stvari dobro uspevajo, ne, v tem nastajanju skladbe. Hvala lepa. In v svojem, zdaj si že prepoznavnem country stilu, ne, si se očitno res odlično znašla, ostajaš mu zvesta, vsaj do zdaj. Kakšne načrte imaš pa za naprej? Pesmi veliko vrsti zdaj že stoji, ena je že tako kar lepo, zdaj skočila neki fas naprej, zdaj smo imeli basista v petek v studiu, ki je povzdignil naslednjo skladbo na ohoho nivo in je naredil veliko čarovnije še naprej, ravno danes, in prej sem poslušala, kaj je uspel ustvariti in se tudi naslednje skladbe izredno veselim, tako da kome čakam. Super, potem se zagotovo obeta kakšen album ali pa mogoče kakšen poletni koncert v Brežicah? Ja, na to pa lahko samo upam, seveda. Album pa, ko se bo dovolj glasbe nabrali, bi verjetno bilo za kakšen album. Ja, bomo videli, kaj bo nastalo. Počasi. Počasi in sproti, ne? Se pravi, nisi tiste sorte človek, ko bi imela prevelike, premočne želje, ampak se prepuščaš toku sproti. Seveda se prepuščam toku, ker če ne me te želje lahko povozijo in zares spravijo kakšno slabo voljo, slabo počutje, pa nočem tega. Realne cilje si postavljam in
poskušam za njimi iti. No, zdaj pa, Ana, predlagam, da spregovoriva še kakšno besedo o tvoji novi skladbi I Got Old. Kaj bi lahko povedala o njej, a je v bistvu avtobiografska? Res meniš, da si ostarela, ker siva namreč še nisi? Seveda je avtobiografska, vsaka pesem je do določene mere avtobiografska. Mislim, tako pač leta tečejo, a ne, kakšen si vlasek se mogoče že tudi kje najde, a ne. Ampak ni to zdaj mišljeno, da sem zdaj res stara gospa postala, ampak da pač leta tečejo in prihajajo izkušnje, pa spoznanja, pa določene stvari, sam pri sebi vidiš, kaj je v redu, kaj ni v redu. To ni mišljen kot slabo, ne, da sem postala zdaj stara, ne, ampak mogoče modrejša, ne, da malo ta spoznanja, kot sem prej rekla, prinesejo neko večje, ne vem, samospoštovanje, ljubezen do sebe, pa to, da si kdaj rečeš, tega pa ne bom. Te stvari pa rečem ne, ali pa temu človeku pa rečem ne. In to so zelo take pomembne, se mi zdi, da so pomembni trenutki, ko to spoznaš, ne. Da to res potem vpliva in te oblikuje. Tako, nekako. Ja, no super. In kdo so avtori, se pravi, ti si besedilo in glasbo si ustvarila sama? Tako je, ja. Besedilo, glasbo, sama aranžma, ko pač tisti proces, ki sem ga prej opisala, tako je šlo, ja. In jaz sem odigral kitaro, klavir, bobne, bas, pel je. Da je slišati. Edino gosta na violini, to je Marko First iz Zagreba, krasen violinist, res tako, da sva mu še dolžna čevape, ki si jih je zaželil in bomo poslali po hitri pošti. Tako da, ja, se mu zahvaljujem še enkrat, res velika hvala, ker njegova violina, zvok njegove violine res izdatno prispeva. Tako, ja. Moram vprašati, a si za skladbo I Got Old tudi uspela posnet kakšen video spot? Nekaj zelo, zelo preprostega. Ja, bilo je mišljen malo več, ampak moji sodelujoči, soigralci oziroma soigralke so mi malo to nagajale, ko bo spot se dal videti, ne, da ste vedeli, o čem govori. Imela sem na sebe eno dolgo obleko, pa sem zgor stopala ves čas in je treba del video spota ven odrezati. Tako da je ostal bolj statičen del tistega videa je ostal, ampak mislim, da je pomenljiv za dost. No, odlično. Glavno, da je pomenljiv in da poleg zvoka vidimo še Ano samo, Ane. To poslušalcem tudi veliko pomeni. Sicer pa te najdejo na spletu, Facebook profilu. Tako je, na Facebook, Instagram, vse to je. Tako da pod Ana Šimenc me najdete in vabljeni. Odlično. Ana, hvala za pogovor. Želim ti uspešno promocijo nove skladbe in obilo glasbenega navdiha tudi v prihodnje. Najlepša hvala za povabilo. Zdaj pa predlagam, dragi poslušalci, da slišimo novo skladbo I Got Old in Ana.